Približno 1200 novinarjev iz vsega sveta bo tole predstavitev začelo nekako takole. To je nova generacija Mercedes-Benza A, ki je občutno nižja od prejšnje in sedaj je ta avtomobil pravi tekmec Audiju A3 in BMW-ju serije 1. Vem, da bodo začeli tako, ker tudi jaz običajno predstavitve začenjam na tak način, tokrat pa je ne bom. Ta premiera namreč že nekaj časa poteka in bo še potekala v Sloveniji. Tako velike in tako pomembne avtomobilske premiere pa pri nas še nismo imeli. In če so še odzivi dobri, v tokratnem primeru so fantastični, potem je vse skupaj za Slovenijo zelo dobrodošla. Lahko povem, da so tuji novinarji nad Slovenijo navdušeni, pravijo, da imamo zelo lepe ceste, celo lepše kot v Nemčiji in da je okolje neverjetno. Sicer ne vem, katere nemške ceste so gledali, so pa takšna mnenja zelo pomembna, se lahko v prihodnje na ta račun Slovenija ponudi še kak podoben dogodek. No, in ker premiera poteka na domačih tleh, vam povem še, kje se vozimo. Avtomobile smo prevzeli na letališču Jožeta Pučnika, trenutno se peljem proti Vipavi, kjer imamo krajši postanek, potem pa skozi Kras, vse do Portoroža. No, sedaj pa avto. To je nova generacija A, ki je občutno nižja od prejšnje in se s takšnimi linijami lažje podaja v boj proti Audiju A3 in BMW-jevi enici. Očitno so pri Mercedesu ugotovili, da biti posebnež ni nujno najbolje in da se ljudje raje držijo ustaljene prakse. Zato je novi A res občutno bolj nizek in tudi bolj dinamičen. Sedim zelo nizko, podobno kot v BMW-ju, sedeža pa lepo oprimeta hrbet, ampak sta dovolj udobna, kljub temu, da trenutno peljem najmočnejšo različico A250. Volan je precej neposreden in komunikativen in tudi podvozje je precej čvrsto. Predvsem pa se mi A ne zdi več umirjen kot večina Mercedesovih modelov, tak mladosten je. Pomembno je tudi, da ima sedaj Mercedes prvič na voljo zanimive in moderne motore, s katerimi se lahko postavlja ob bok tekmecem. Če prej ni imel odgovora na Audija A3 z 2-litrskim bencinskim motorjem TFSI ali pa na BMW-ja 125i, ga z novim A-jem ima. Takšna različica A250 ponuja zmogljiv bencinski turbomotor, prihodnje leto pa prihaja na trg še A45 AMG. Seveda so v ponudbi tudi bolj civilne in dizelske različice, je pa avtomobil vseeno zaplaval modernejše in živahnejše vode. Gledano čez prst, novi A stane približno toliko kot večji B, ampak glede na to, da avtomobila tako ali tako ne lovita enakih kupcev, si nista tekmeca. Obenem pa je cena tega avtomobila povsem primerljiva s konkurenco.